Komu napred veselo zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče sinov sloveče matere. Živi naj vsi narodi, ki jih repe ne dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo, kar so nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili povrjeno in poplačano 100 obresti. Naša domovina je boj in prihodnost. Ta domovina je vredna najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja. Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, kje najti še lepši je svet, kje lepše je kot doma. Se s hribov daljave zazre, pregričev dolin gora, v daljavi še modro morje uzrem, kjer lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija,
naša, kjer sem doma, je vetrič veselo zapil, preletel je brik sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod, kot je doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod, kot le doma. Župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen. Spoštovani župan občine Prevalje, dr. Matic Tasić. Spoštovani svetniki, občinski svetniki občine Ravne na Koroškem, spoštovani dr. Boštjan Lenart, župnik župnije Ravne na Koroškem, spoštovani rojaki, cenjeni visoki gostje, dame in gospodje. Dobrodošli na Ravnah na Koroškem in iskrena hvala, da ste se odzvali našemu povabilu. Mi vsi skupaj se to leto veselimo in slavimo 25 let svoje države, naše domovine. 25. junija letos smo dopolnili 25 let naše samostojnosti in neodvisnosti. Nekateri se dogodkov še zelo dobro spominjamo, izredni in zelo čustveni dogodki izpred 25 let so nam ostali močno vtisnjeni v spomin. Prav tako bo na jutrišnji dan, 23. decembra, 26 let, odkar so se ob 7. uri zjutraj odprla volišča po vsej državi in pred volivci je bil listek z vprašanjem, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. 26. decembra 1990 je Skupščina Republike Slovenije na slavnostni seji vseh treh zborov razglasila izide na plebiscitu. Ob volilni udeležbi več kot 93% je na zastavljeno vprašanje pritrdilno, da želimo svojo domovino, odgovorilo 88,5% vseh glasovalnih upravičencev. Jutri, 23. decembra, praznujemo tudi dan ustavnosti, saj je bila tega dne leta 1991 sprejeta slovenska ustava. Sprejela in razglasila jo je takratna Skupščina Republike Slovenije. In z njeno razglasitvijo smo se tudi pravno osamosvojili od takratne skupne države, ki je danes ni več takratne Jugoslavije. Spoštovani, dan samostojnosti in enotnosti je velik praznik Slovenije. Ogromno posameznikov je pred 26 leti varovalo določene pomembne slovenske inštitucije ali pa so bili v pripravljenosti, da obranijo odločitev o samostojni Sloveniji. In slednje so morali tudi storiti, ubraniti svojo odločitev o samostojnosti. Zato mi je v posebno čast, da ste se spoštovani hrabrih 84 pripadniki 62. koroškega odreda teritorijalne obrambe Ravne, prva četa, odzvali našemu povabilu in ste danes z nami. To ste vi, ki ste igrali ključno vlogo, vendar se nikoli niste posebej izpostavljali. Za vas je bilo vedno največje oblikovanje svoboda, ki ste jo na Holmcu priborili Sloveniji. Mi nismo pozabili, kaj ste storili in žrtvovali. Spoštovani, zaslužite si vso spoštovanje in prosim za en močan aplavz za naše koroške osamosvojitelje.
Če je čas pred 25 leti veljal kot čas izredne enotnosti Slovencev, je sedaj čas požal duha te enotnosti in složnosti skoraj ni več slutiti in Slovenci kot narod živimo v precej manjši slogi kot takrat. Uvodoma smo slišali znane besede Ivana Cankarja: o domovina, kot te je Bog ustvaril. Da je Bog ustvaril raj veselemu rodu, radi poudarjamo, se slednjim tudi pohvalimo. Ampak ali ne bi bilo v naši domovini drugače, boljše, če bi vsa ta lepota izžarevala tudi vsakega izmed nas? Kaj nam bo raj pod Triglavom, če v njem ne bo ljudi, ki bodo čutili spoštovanje in ljubezen do domovine? Zavedati se moramo, da nam ni bil dan le raj na zemlji, da nam je bil tudi čas, v katerem živimo. In zato, spoštovani, potrebujemo odločne ljudi, odločne besede in dejanja. Tem odločnim ljudem, ki svojo domovino so bila dana le 4 leta vodenja naše samostojne Slovenije, pa vemo, da smo bili takrat resnično uspešni, zadovoljni ljudje, naši takratni voditelji, ki jih je vodil gospod Janez Janša, pa ugledni politiki, ne samo v Sloveniji, takrat nas je občudovala cela Evropa. In še posebej zato, spoštovani, danes nikakor ne more mimo tega, da nam vsa ostala leta in tudi v tem trenutku vladajo ravno tisti, ki so bili proti osamosvojitvi in si samostojne države Slovenije niso nikoli iskreno želeli. Zato se ne gre čuditi nekemu apatičnemu in stresnemu stanju, ki ga aktualna vladajoča elita namerno ustvarja oziroma umetno vzbuja v posameznikih, nas državljanih občutek, da je bilo v skupni državi bolje. Seveda za njih privilegirane. Slovenski delavec, rudar, naši delavci v železarni, slovenski kmet, gospodinje pa so garali in davki pobrani od njihovih žuljev so šli v druge republike. Nenazadnje spomnimo se njihovega odnosa do vernih ljudi in slovenske cerkve, njihovega ponižujočega odnosa in kritike v krščanstvu. V pogovoru s posamezniki, posebej mladimi, je vedno večkrat slišati, da bi najraje pobegnili iz tega okolja. Mi ne smemo in ne moremo dopustiti tega, že iz spoštovanja do tistih, ki so za našo samostojnost dali največ življenje sami. Spoštovani, naša pot v boljšo prihodnost bo ponovno zahtevala velika skupna prizadevanja, tako za družbeno in gospodarsko, kot pa tudi za našo duhovno prenovo. Zato je potrebno še naprej vztrajati in zaupati v našo lastno moč, vztrajati tudi na takšen način in ob takšnih priložnostih, kot je današnja, na prazničen, ponosen in vesel način pokazati, da imamo radi svojo domovino. Dragi prijatelji, naj zaključim z besedami Antona Martina Slomška. Domovina je naša ljuba mati. Bodimo si med seboj kakor dobri otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca. Hvala. Slovenska mat me je rodiva, na svojih prsih me dojiva. Slovenske pismi je prepivala, ko
tria, hola, tria, 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 hola, tria, 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 hola, tria, hola, tria, 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 hola, hola, tria, 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 hola, hola, tria, 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 hola, hola, tria, Slovenec biti, slovensko ljubiti. Pravzaprav nerazložljiva stvar, ker je to stvar srca in biti. Slovenec biti ni drugega, kakor slovensko misliti, slovensko peti in govoriti. Slovensko ljubiti pa srcem čutiti slovenski svet. Hiše, gozdove, polja, ljudi. Tako čutiti, da ne moreš biti brez njih. Pa ni tako, kakor jesti in piti. Ne moreš preveč ne ljubiti, ne biti. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, 23. decembra 1991 je slovesnost ob prvi obletnici plebiscita za Slovenijo potekala prav na Koroškem. Takratni slavnostni govornik je zbrane nagovoril z naslednjimi besedami. Ni naključje, da smo se danes zbrali ravno na Koroškem. Vzrok ni samo vabilo, ampak predvsem vaša odločnost, ki ste jo pokazali med osamosvojitveno vojno. Čeprav na srečo in tudi po vaši zaslugi vojna ni trajala dolgo, so se v njej imena nekaterih koroških krajev zavedno zapisala na nepozabne strani zgodovine mlade slovenske države. Zahvaljujem se Korošcem, Ravenčanom in Prevaljčanom za pogum in odločnost v vojni ter za vabilo, da prvo obletnico zgodovinske odločitve proslavimo na Koroškem. Veliko čast in veselje mi je, da lahko k besedi povabim avtorja teh besed, prvega obrambnega ministra Republike Slovenije, soustanovitelja Slovenske vojske, predsednika doslej najuspešnejše slovenske vlade, danes poslanca Državnega zbora Republike Slovenije. Gospe in gospodje, Janez Janša. Hvala lepa za ta prisrčen sprejem, za tako dobro udeležbo. Vidim, da moral gospod župan povečati dvorano. Zelo vesel sem, pravzaprav ganjen, zdaj, ko sem slišal te besede izpred 25 let. Spomin je takoj pobegnil nazaj v tiste prednovoletne dni leta 1991, ko smo Slovenci dihali svobodo. To je bil čas, ko smo sprejeli tudi novo ustavo. To je bil čas, ko so najavili, da nas bodo mednarodno priznali. Te obljube so prišle iz Svetega sedeža, iz Evropske unije, iz nekaterih drugih močnih pomembnih držav po svetu.
nekaj tednov nazaj, takrat se je iz slovenske zemlje odšel zadnji vojak okupatorske jugoslovanske armade. Svoboda je bila v zraku. Takrat, če ni bilo takšnih državnih praznikov, kot so danes, tudi proslavne takšnih, improviziralo se je in, kot je bilo rečeno, prvo obletnico zgodovinske odločitve Slovencev za samostojno življenje v samostojni državi smo takrat zelo prisrčno, pa tudi skromno proslavili ravno na Koroškem. Takrat je tudi Ministrstvo za obrambo podelilo prva priznanja nekaterim za zasluge in, kot je bilo rečeno prej, kot sem dejal, tudi pred četrt stoletja, Koroška ni bila izbrana slučajno. Zaradi tega tudi z moje strani še posebej prisrčen pozdrav vsem veteranom, tistim, ki so branili slovenske in koroške meje v tistem usodnem času, pa tudi vsem, ki ste takrat na Koroškem pomagali in dihali z njimi. Bili so časi, še posebej konec junija in tistih prvih dneh julija leta 1991, ko je bilo vse na nitki. Dejansko je bilo vse na nitki, ko pravim vse, mislim tudi na življenja, predvsem pa na življenje samostojne Slovenije, ki je bila komaj nekaj dni prej proglašena. In ravno v tem življenju so jim stregli, pa so nam stregli. Še prej, preden smo mi samostojno državo sploh razglasili 26. junija, je 13. oziroma Reški korpus jugoslovanske armade zasedel večino primorskih in goriških mejnih prehodov. Potem so padali tudi številni drugi mejni prehodi. Zelo malo jih je ostalo v slovenskih rokah. Koroška se je borila. Koroška se je borila, borila se je Prlekija, borila se je Dolenjska, borila se je Štajerska in potem so se borili vsi. In tudi tisti mejni prehodi, ki večina teh, ki so prej na Primorskem, Goriškem, Korenskem, praktično vsi prešli v roke jugoslovanske armade in zvezne policije, so bili zavzeti nazaj. In v dveh usodnih dneh vojne za Slovenijo je bila usoda spet v naših rokah. Ampak če bilo tisti, ki so vztrajali od samega začetka, tukaj mislim predvsem na branilce mejnih prehodov na Koroškem, Holm, Saviča, še nekaterih drugih po Sloveniji, še bilo Srečka Lisjaka, ki je nazaj osvojil mejni prehod Rožna dolina. Potem se je stvari lahko obrnile drugače. In če Slovenija ne bi obvladovala meje, če bi nas zaprli nazaj v jugoslovanski prostor, seveda mi bi lahko bili marsikje, ker cele Slovenije niso mogli zasesti, lahko bi imeli vlado v Ljubljani in tako naprej, ampak samostojna Slovenija bi počasi v naslednjih tednih izdihnila. In na to se je računalo. Na to se je računalo tudi nekaj posameznikov znotraj države v Sloveniji, ki niso verjeli slovensko samosvojitev, nekateri so celo aktivno delali proti njej, je računalo na to, da bo jugoslovanska vojska pač zasedla meje, zaprla zračni prostor, Slovenijo odrezala od sveta, kar bo seveda v nekaj tednih povzročilo tudi gospodarsko in kasneje socialno krizo, povzročilo politične posledice, padec vlade, novo oblast bolj naklonjena Jugoslaviji in konec slovenskih sanj. Danes, ko nekateri biografski oziroma srbski zgodovinarji pišejo knjige o razpadanju Jugoslavije, tudi o vojni v Sloveniji, se zve marsikaj, tudi iz nasprotne strani. Ko prebiramo
spominja človeka, ki je formalno poslal vojsko nad Slovence, takratnega predsednika zvezne vlade Anteja Markoviča. Vidimo, da so bili dogovori z nekaterimi v Sloveniji, da po tako imenovani operetni osamosvojitvi spet pridejo nazaj tisti, ki si želijo Slovenijo v Jugoslaviji. In dejansko je šlo za las. Dejansko je šlo za las. Ne glede na to, da je bila za nami tako imenovana plebiscitna, se pravi skoraj soglasna odločitev slovenskega naroda in tudi številnih drugih naših sodržavljanov, ki so takrat volili z nami za samostojno Slovenijo. Kljub temu bi se lahko sfižili. Če ne bilo tega poguma, že od samega začetka in velik del tega plamena poguma je gorel tukaj na Koroškem. In nikoli ne bo dovolj priznanj in zahvaljevanja tistim, ki ste imeli takrat, tisti peščici pravzaprav, fantovi moški imeli takrat usodo Slovenije v svojih rokah. Žal se je veliko tega, kot je bilo že prej rečeno, pozabilo. Tista enotnost, ki je Slovenijo dejansko prevevala v, ja bom rekel, absolutni, ampak v daleč večinski meri tako v plebiscitu, kot kasneje, ko smo to plebiscitno odločitev morali braniti, je bila potisnjena nekako v oklepaj. Kljub temu, da je v teh dneh, jutri bo pač natančna obletnica tistega dne, slovenski narod prvič v svoji zgodovini pisal sam svojo usodo. Kot bi rekel prej citirani pesnik Ivan Cankar, narod si opisal sodbo sam, samo enkrat si je v slovenski zgodovini slovenski narod dejansko pisal sodbo sam in to je bilo na plebiscitu. Vsak pripadnik naroda je imel možnost, da se odloči, ali bo živel v samostojni državi ali ne. Malo je držav, ki je nastalo na tak način, na tako demokratičen način, na tak način, da ni možno najti nobene senčice dvoma v demokratičnost odločitve in to kljub temu, da so bile razmere težke. Ko je Demos dobil pičlo večino na prvih demokratičnih volitvah aprila leta 1990, je v programu in strategiji Demosa pisalo, da bo slovenska osamosvojitev potekala na ta način, da bo skupščina sprejela novo ustavo in potem bo razpisan referendum o tem, da tudi državljanke in državljani glasujejo za ali proti tej ustavi samostojne Slovenije in na ta način po tako imenovani ustavni poti pridemo do lastne države. Ampak ker tiste prve večstrankarske volitve niso bile v celoti svobodne, kajti na podlagi splošne volilne pravice smo lahko volili samo dva zbora tiste skupščine, zbor tako imenovanega združenega dela, pa se je volil samo v podjetjih, kjer nove Demosove stranke niso smele imeti organizacij in so lahko samo nekateri kandidirali. In tam stara partija dobila 70-80% in skupnem seštevku ni bilo dvotretinske večine in imel Demos samo pičlo večino v takratni skupščini, ni mogel sprejeti ustave samostojne države, ker je takratna opozicija nasprotovala in po tej ustavni poti ni šlo. Vrstili so se predlogi za plebiscit pred sprejetjem ustave. Prvega je dala ravno mladina oziroma podmladek naše stranke že spomladi leta 1990, potem še nekatere druge stranke. Ampak to so bili pač predlogi, ki so bili dani slovenski javnosti, niso imeli praktičnih posledic. Praktične posledice je imel sklep poslanskega kluba Demos v Poljčah 9. oziroma 10. novembra 1990, na podlagi katerega je potem
prišlo do pogajanj vseh strank v takratni slovenski skupščini, do dogovora o formalnem okviru za plebiscit in potem do samega glasovanja. Ampak tudi takrat ni šlo tako gladko, kot danes govorimo. Mi smo prazniku samostojnosti dodali tudi besedo enotnosti. Jaz mislim, da upravičeno, ampak ko je Demos predlagal plebiscit, ko je dr. Jože Pučnik še isti večer to znano na nekem zborovanju v Rušah oziroma v Slovenski Bistrici in so naslednji dan časopisi v Sloveniji šli z naslovi Slovenci bomo šli na plebiscit o samostojni Sloveniji še pred Božičem in se tam odločilo lastni usodi. Dr. Jože Pučnik je bil po tej najavi en teden deležen strašnih medijskih napadov. Takratni predsednik predsedstva Milan Kučan je dejal, kdo je Pučnik, da nas bo pošiljal na plebiscit. In dva tedna je trajalo, da se je ta napad na to odločitev nekako umiril. Umiril pa se je zaradi tega, ker so ankete, ki so bile objavljene, pokazale, da pa ljudje to podpirajo. Že ankete so kazale, da prepričljiva večina Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov takrat podpira to odločitev in zaradi tega je potem tudi opozicija pristala na pogajanja. Demos je popustil pri večini. Opozicija zahtevala najprej celo dvotretjinsko večino vseh, potem pa absolutno večino vseh, kar pomeni, da glasuje tudi tisti, ki ne gre na plebiscit. Ker se tudi tisti glas šteje proti, Demos je popustil. Čeprav so bili mnogi dvomi v zvezi s tem, izplačalo se je, da je to zaupanje v slovenski narod bilo upravičeno in dobili smo rezultat, ki dejansko predstavlja nek empirični dokaz odločitve Slovencev o lastni usodi in to odločitve z velikansko večino. 9 od 10. Malo je takšnih rezultatov, nobenega enakega primera ni v zgodovini sveta in nastajanja različnih držav, tako da smo na to lahko dejansko ponosni. In tisti čas je spremenil mišljenje marsikoga. Za samostojno Slovenijo je glasoval tudi marsikdo, ki ni pripadal Demosovi politični opciji, ki je še kako leto prej razmišljal povsem drugače, ampak tisti čas je marsikaj spremenil. In neka enotnost se je takrat dejansko oblikovala, zato praznik, ki je danes državni praznik, upravičeno nosi naziv dan samostojnosti in enotnosti. In zaradi tega dejstva, zaradi poguma in ponovno izpričane enotnosti, ki smo jo Slovenci izkazali pol leta kasneje, ko je bilo treba to plebiscitno odločitev, ki je bila razglašena, tudi braniti, je to obdobje od, recimo temu, prve ubeseditve Slovenskega nacionalnega programa modernega časa v 57. številki Nove revije, pisateljske ustave, ki je nastala na tej podlagi roške oziroma slovenske pomladi, prvih večstrankarskih volitev v 2/3 svobodnih, plebiscita za samostojno Slovenijo, obramba samostojne Slovenije, boj za mednarodno priznanje. To je nek čas, ki je za Slovence svet čas. To je nek čas, ki mu sociologi pravijo vrednostno središče naroda. To je čas, ki narod ne deli. Danes, kljub tej jugonostalgiji, ki jo nekateri mediji povzdigujejo in potiskajo v spredje različnim stran potem, ki jih nakazujejo predvsem tisti, ki se jim je samostojna Slovenija zgodila, pa si jo niso želeli. Kljub temu je odnos velike večine,
živečih generacij, tudi generacij, ki so bile rojene kasneje, do slovenske osamosvojitve, do tega, da živimo v samostojni državi na lastni zemlji, pozitiven. V zgodovini Slovenije ni časa, ni obdobja, ki bi Slovence tako združil kot ravno obdobje osamosvojitve in slovenske pomladi. Imamo tudi prej v zgodovini neko sjajno obdobja silnega poguma naših prednikov, zaradi katerega smo sploh obstali. Ampak nimamo pa časa, ki bi bil čas takšne enotnosti in tudi čas takšnega uspeha. Vsaj pomnimo, ne, v naši znanji zgodovini takšnega časa. In to je velik dar, to je velik čudež, to je, rekel, dar Božje milosti. Nimajo vsi narodi tega, mnogi ga imajo, tudi takšni, ki imajo takšen čas manj poudarjen, znajo to, rekel, bolj živeti in bolj izkoriščati za prihodnost, kot pa to znamo mi. Od tistega prvega leta, od tiste proslave tukaj v soseščini pred 25 leti naprej, so bile vedno neke dileme, kako obeleževati ta dan samostojnosti, tudi dan državnosti. Ne na lokalni ravni, pa na občinskih proslavah, krajevnih proslavah in tako naprej, te so bile skoraj povsod vedno prisrčne, dobro obiskane, ampak na državni ravni pa so bile tukaj večinoma dileme. Včasih smo gledali proslave, ki bile lahko sicer nek soliden kulturni dogodek, ampak ne pa proslava ob dnevu državnosti. Premalo veselja je bilo v tem, premalo direktnih povezav, velikokrat smo slišali ali pa poslušali razne pridige politikov Slovencem, kaj ne delajo, namesto da bi se veselili tega daru. In seveda, to je povzročilo nek čas, ki ga še vedno živimo, čas nedokončane tranzicije, čas izgube ali pa zanemarjanja številnih vrednot in čas odmika od tega vrednostnega središča slovenskega naroda. To je čas krize. Sociologi pravijo, da bolj nekdo upravlja državo v nasprotju z vrednostnim središčem, na katerega se je oblikovala, večja je kriza. V tej formuli je tudi rešitev. Če hočemo, da iz takšne krize izidemo, potem je pač potrebno v ospredje postavljati tista zgodovinska obdobja, ki so Slovence združevala, ne pa tiste, ki so jih razdruževala ali delila ali celo povzročala tragedijo naroda. In o tem, ali nekdo Slovencem želi dobro ali slabo, potem lahko mirno sodimo po tem, katero obdobje slovenske zgodovine nekdo potiska v ospredje. Če nekdo potiska in slavi tisto obdobje, ki je bilo obdobje delitev in razkola in morij in državljanske vojne in tako naprej, potem gre tukaj za politično računico, nikakor pa ne za delo za dobro prihodnost. Čas slovenske osamosvojitve pa je čas, ki je vrednostno središče, ki je trajno, ki bo preživelo toliko časa, dokler bo živel slovenski narod, in to še zelo dolgo. Ne glede na to, kakšni časi so pred nami. In tega se je pač potrebno zavedati. In Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, soorganizator te današnje slovesnosti, je ustanovljeno ravno na podlagi tega spoznanja. To je neko klasično veteransko združenje, ki bi združevalo zgolj tiste, ki smo takrat nosili uniforme, ampak je to združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ki je odprto za vse, stare in mlade, za vse ljudi, ki se zavedajo tega
vrednostnega središča slovenskega naroda, ki je nastala v času slovenske osamosvojitve in ki se zavedamo, da bo Slovenija živela normalno in se razvijala normalno, če se bo z državo upravljalo v skladu s temi vrednotami, ne pa v nasprotju z njimi. Bolj bo to spoznanje, splošno spoznanje v Sloveniji, prej bomo nehali tavati in iskati rešitve tam, kjer jih ni, ali pa enostavno zamegljevati dejanske probleme. Slovenci smo glasovali za lastno državo iz različnih osebnih razlogov. Skupni imenovalec tega motiva pred 26 leti je bila želja po normalnem življenju. Želja po tem, da je bilo treba iti spat zvečer in se bati, ali se bomo naslednji dan zgodili v državi, kjer bo vojaški udar. Želja, da bi živeli v državi, kjer ne bo treba dinarjev že dopoldan zamenjati v marke, zato da inflacija ne bo pojedla 10% plače v enem dnevu, da ne bo treba po kavo in kavbojke čez mejo, ker so dalo benzin normalno kupiti, ker ne bo treba na avto čakati 3 mesece ali pa 2 leti in tako dalje. Skratka, želeli smo si neko normalno življenje zase in za otroke in velik del teh sanj se je Slovencem uresničil. Ne pa vse. Tisti del, ki je ostal neuresničen, je ostal neuresničen predvsem zaradi tega, ker se velik del tega časa, zadnjih 25 let, Slovenija skušal upravljati nasprotju z vrednostnim središčem stran od vrednot slovenske osamosvojitve, ki so Slovenijo ustvarili. Slovenija kot samostojna država in suveren narod postavljen na evropski in na svetovni zemljevid. In del te Slovenije, ki se je pred 25 leti borila v Koroškem, Štajerskem, Dolenjskem in širom drugod, del te Slovenije je zaspalo v tem času. Del te Slovenije je obupalo. Videli so, da stvar ne gre nikamor. Mnogi so obupali. Rekli so, številni naši rojaki so rekli, kaj nam pomaga demokracija, en glas nič ne spremeni. Vse je tako, kot je bilo. Smo še vedno drugorazredni. Pravila ne veljajo za vse enako. Slovenija še vedno ni domovina za vse. Ne živimo v nekem domu, kjer vlada pravičnost. In so ostali doma, ko je šlo za to, da uporabijo edino orožje, ki je v demokraciji orožje sprememb, to je volilni glas. Vsak ima en glas. Bogat, reven, tisti, ki je bil za Slovenijo, tisti, ki je bil za Jugoslavijo, vsak ima en glas na volitev. Tisti, ki potiskajo Slovenijo stran od tega vrednostnega središča, vedno najdejo načine, tudi takšne, ki jih financirajo z denarjem ukradenim iz državnih bank. V 2 krajah slovenskih državnih bank v zadnjih 25 letih je bilo ukradenega toliko denarja, da je vsakemu med vami, vsakemu, ki v Sloveniji plačuje davke, bil ukraden en avtomobil srednjega razreda. Zavedajte se tega. Ko slišite 5 milijard, vam to nič ne pomeni. Ko te vsote pretvorite v realne stvari, se zavedajte. V teh 25 letih je bil vsakemu med vami, ki plačuje davke, ukraden en avtomobil srednjega razreda. In del te luknje bodo plačevali tudi če naši otroci. In številni, in seveda s tem denarjem se da ukrasti volitve in to se je v Sloveniji večkrat zgodilo. In to je
velik del Slovenije, ki se je pred 25 leti borila za to, da bomo živeli normalno, pasivizirali, je zaspalo. Danes je velik del osamosvojitvene Slovenije postal del speče Slovenije. In Sloveniji bo spet drugače, Sloveniji se bo spet zbudilo upanje, da lahko postanemo druga Švica, kar je popolnoma legitimen in normalen cilj in dosegljiv. Slovenci smo skozi različna obdobja zgodovine dokazali, da znamo ravno tako dobro gospodariti, da v enakih pogojih dosegamo enake rezultate, da lahko zelo hitro napredujemo, da lahko nekaj letih bistveno zmanjšamo zaostanek za evropskim povprečjem, za zahodnoevropskim povprečjem. Samo upravljanje s tistim, kar skupaj združujemo od davkov in prispevkov, upravljanje z državo mora biti pač pošteno, v skladu z vrednotami, ki so to državo ustvarili. In tisti del Slovenije, osamosvojitvene Slovenije, ki ni zaspal, vse med vami, ki ste danes v tej dvorani, štejem ta del, ste ne bi sem prišli, bi šli na kakšne druge proslave, ki se spominjajo času, ki so Slovenijo razdelili. Ampak ta naš del, aktiven, zavestni, nespeči del osamosvojitvene Slovenije, bo moral biti prihodnje bolj glasen. Bolj bomo glasni, prej se bo tudi ostali speči del osamosvojitvene Slovenije zabudil. In se na naslednjih volitvah ne bo zgodilo, da bo polovica Slovencev ostala doma, razočaranih, ker mislijo, da ni rešitve za to, da ne bili več drugorazredni. Tisti, ki spi, se težko sam zbudi, potrebuje budilko in vsi med nami smo lahko ta budilka. In čas, ki je pred nami, ne samo leta, že meseci, ki so pred nami, bodo prinesli velike spremembe. Svet okrog nas se spreminja. Od tega, kam bodo te spremembe svet in Evropo in nas za njo pripeljale, tega ne vemo. To se še ni zgodilo in še ni določeno. Rezultati bodo odvisni tudi od tega, kako bomo mi ravnali. Tudi kako bodo drugi ravnali, ampak tudi od tega, kako bo Slovenija ravnala. Po letu 2004, ko smo postali del Severnoatlantskega zavezništva in s tem ukrepili svojo varnost, kot še nikoli doslej, smo postali del Evropske zveze, Evropske unije in s tem dobili priložnosti za razvoj, kakšnih prej še nikoli nismo imeli. Prej se je vedno slovenska akumulacija, to, kar so delavci ustvarjali na Ravnah, ali naši gospodarstveniki z pridnim gospodarjenjem ustvarjali. Del tega se je prej vedno odlival kam drugam, ali v Beograd, delno prej v Rim, ko gre za Primorsko, prej na Dunaj. Zdaj prvič živimo v nekem času, ko se del akumulacije, ki ustvarjajo bolj razviti v Evropski uniji, preliva tudi k nam. Prvič nekaj od leta 2004 Slovenci prvič lahko nekaj investiramo, kar nam drugi dajo. Prej smo vedno mi dajali za nerazvite in tako dalje. Skratka, smo v nekem ugodnem okolju. Tega se treba zavedati in zato se treba tudi boriti in ga treba braniti, ker je to zdaj ogroženo. In to ugodno okolje, ko tudi neposredno nismo pravzaprav prvič v zgodovini, saj že zaenkrat še ne ogroženi od sosedov, od tega širšega okolja, to je
To je zlata doba za nek narod. To je treba znati izkoristiti. Je pa to zdaj zaradi teh vetrov sprememb, ki pač pihajo preko Atlantika in predvsem Sredozemlju, z Bližnjega vzhoda, na prepihu. Te stvari niso samoumevne. Mir ni samoumeven, Zahodna zavezništva niso samoumevna, NATO ni samoumeven, Evropska unija ni samoumevna. Nič od tega ni Božje kraljestvo. Lahko danes je, jutri tega ni več. Kdor kaj pozna starejšo zgodovino, ve, da so propadali tudi imperiji, ki so bili sijajni. Se je treba tega zavedati in tem prepišnem času mora biti Slovenija močna. Močna pa je lahko, če je enotna. Ker smo bili enotni, smo pred 25 leti vztrajali, stali in obstali in zmagali proti sili, ki je bila teoretično neštetokrat močnejša od nas. Brez tankov, topov in bojnih letal. Brez kasetnih bomb. Brez divizij. S pogumom, s teritorialno obrambo, s policijo, z pametjo, z pravo strategijo. Vse to potrebujemo tudi danes. Časi niso tako resni, kot so bili pred 25 leti, so pa zahtevni. Smo del nekega prostora, ki ga velik del ostalega sveta vidi kot prostor blagostanja. Socialni dodatki na mesec, ki jih dobi prosilec za azil, v povprečju v Evropi so večji, kot je povprečna plača na afriškem kontinentu. Hkrati je povprečna starost v Evropi med 40 in 50 leti, bliže 50 kot 40 leti. Na afriškem kontinentu je povprečna starost med 20 in 30 leti, bliže 20 leti. Cela Afrika, bruto domači proizvod celotne Afrike je nižji, kot je bruto proizvod ene Kalifornije, ene ameriške zvezne države. Pred 50 leti je bila rodnost v Evropi še enkrat više kot je danes. Danes je Evropa in mi smo del tega prostora v očeh drugih bogata, prostor blagostanja, hkrati star. Okrog nas je demografska ekspanzija. In prihaja čas, ko sem solidarnost ne bo dovolj. Tistim, ki trpijo, pač treba pomagati. Ne boš pa nikomu pomagal tako, da najprej uniči sebe. Torej, ne v prihodnih letih, v prihodnjem letu bodo predvsem volivci v Nemčiji in v Franciji odločili o tem, kam bo šla Evropa in ali bo obstala. Bolj kot mi, roko in srce. Slovenci pa moramo biti pripravljeni na vse scenarije. In na to bomo toliko bolj pripravljeni, kolikor bolj se bomo zavedali zahtevnosti časa, ki je pred nami, in kolikor bolj bomo enotni. Da sami presote ali tisti, ki trenutno upravljajo za Slovenijo, vodijo našo barko v to smer ali v kako drugo. S tem se niti ne bi ukvarjali na ta dan, ko pravzaprav praznujemo. Nek dosežek, ki bomo tako ali drugače morali v bližnji prihodnosti varovati in braniti. Je pa to nekaj, o čemer moramo razmišljati, je to nekaj, o čemer moramo govoriti tistemu delu osamosvojitvene Slovenije, ki danes spi. In to je nekaj, kar moramo imeti pred očmi, ko bomo naslednjič lahko uporabili ključno orožje, ki ga ima vsak v demokraciji, to je en glas.
tisto, kar je Slovenija pred 25 leti dosegla, pa tudi tisto, kar smo dosegli v teh 25 letih, ne, ker se je Slovenija vseeno uspela na lestvicah razvoja, v primerjavi z tem, kje smo bili. Takrat to je vredno braniti. Ne samo zaradi nas, ampak tudi zaradi prihodnjih generacij. In na tej točki je treba odpirati oči tudi tistim, ki mislijo, da je to vse samoumevno, da je samostojna Slovenija padla z neba, da zato na Holmcu ni bilo treba nikomor umreti, da se je podrl Berlinski zid in železna zavesa in da je iz tega, kar samo po sebi prišlo tudi do samostojne Slovenije, ali celo, da so slovenski komunisti odšli z nekega kongresa in je nastala samostojna Slovenija. Marsikaj od tega danes kdo misli, glede na to, da je ta čas slovenske osamosvojitve potisnjen, ko gre za prevlado v javnem prostoru v ozadju. Pred nami je nek čas, ko se bo pač odločilo, ali bo Slovenija životarila, ali pa se bomo spravili skupaj, tudi v smislu večje enotnosti, in naredili iz tega državnega okvira, ki ga danes imamo, dejanski dom in domovino. Se pravi, prostor, kjer vlada pravičnost in kjer merila velja enako za vse. In tak prostor, kjer vlada pravičnost, imamo ljudje za dom. In za ta dom so se borili na Viču, na Holmcu, pri Dravogradu, drugod po Koroškem, drugod po Sloveniji. Ne za neko birokratsko tvorbo, si reče država, ampak za dom in domovino. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, kjer se združujemo, je združenje domoljubov, kjer se tega zavedamo, ker se zavedamo tudi teh izzivov, ki so pred nami. Potencijali slovenskega naroda so tukaj, so dobri, še vedno. Omogočajo, da ustvarimo dovolj dela, dobro plačanega dela, delovnih mest doma, da mladim in drugim ne bilo treba s trebuhom za kruhom. Največja grenkova v 25. obletnici samostojnosti, ki jo obhajamo letos, je to, da vsako leto tisoči in tisoči mladih odhajajo v tujino s trebuhom za kruhom. Tega ni treba. Tega res ni treba. Še 8 let nazaj je Slovenija, leta 2008 je Slovenija izdala 100.000 delovnih dovoljenj za tujce. Drugi so hodili delati v Sloveniji. Toliko je bilo dela in delovnih mest. V približno enakih pogojih, v istem narodu. Vprašanje razlike je vprašanje upravljanja. To sami veste, ne? Ko gre za družinski proračun, ko gre za podjetje, ko gre za krajevno skupnost, ko gre za občino in ko gre za državo. Lahko gospodariš dobro, lahko gospodariš slabo. In naš cilj je seveda, da imamo oblast, ki gospodari dobro, ker pravila igre veljajo za vse enako, kjer vlada ne poskrbi samo za Ljubljano, ki poleg vseh ostalih ugodnosti da še 300 dodatnih milijonov, ne, za ostale pokrajine pa nič. Pa nobenega resnega protesta. Slovenci smo tukaj izjemno potrpežljivi. Predstavljate si, da avstrijska vlada podpiše sporazum z županom Dunaja, kjer zagotovi Dunaju še 300 dodatnih milijonov, ne ostalim zveznim deželom v Avstriji pa nič.
mislili, da bi Avstrijci to mirno gledali. Ne bi. Mi pa. Tudi tukaj na Koroškem ne vidim kakega velikega razborjenja v zvezi s tem, pa gre v bistvu to za krajo denarja iz vaših žepov. Ljubljana je na 120% evropskega povprečja. Tukaj ste na 70-80. Tudi zdaj potrpežljivost je lepa čednost. Velikokrat je treba biti potrpežljiv. Včasih pa, kot pravi naš prijatelj Tone Kuntner, se treba tudi razjeziti. Ko se dogajajo takšne očitne krivice. In v prihodnjem letu se jo kdaj treba tudi razjeziti. In uporabiti demokratične inštrumente, ki jih imamo, da stvari spremenimo. In kot rečeno, za to, kar smo pred 25 leti dosegli, se pač splača boriti in te sanje ohraniti tudi za namce. Hvala vam, ker se skupaj trudimo v tej smeri. Pred nami so trije prazniki, vsak po svoje pomemben. O enem smo danes veliko govorili, kljub temu, gledam to, da uradni dnevi še nastopijo, vsem skupaj želim ponosno praznovanje dneva slovenske samostojnosti in enotnosti, vesel in blagoslovljen Božič in vse dobro v novem letu, v katerem moramo biti bolj glasni, da prebudimo ostali del speče osamosvojitvene Slovenije. Hvala lepa. Nosim jo, njene gore biserne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je, ker po tihem dobro vem, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, ni zdravilo manj. Za Slovenijo živim, zame je edina, je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim, kjer me vodi to, v čustva z njo se potopim, je moj svetni rod. Mama, oče pravita, če boš šla od tod, vidi, tu te čakava, tu živi tvoj rod. Kjer Jadran se z Alpami spleta v Maurico, tam ljudje zaljubljeni so v Slovenijo. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, zame je edina, je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim, kjer me vodi to,
nasmeh in rod. Ko se je pred 25 leti Slovenija osamosvajala, smo Slovenci po vseh celinah izražali svoje navdušenje nad dolgo pričakovanim zgodovinskim trenutkom. Slovenska pomlad je odobrila sadove. Naj se z nami danes v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti in v čas 25-letnici osamosvojitve Slovenije veselijo vsi Slovenci dobre volje, kjerkoli so in jim je mar za skupni dom. Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog. Če mu kdo nastavi zanko, da užene v kozji rog. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Bistri potok, hitri veter, bele zvezde vrh gora. Gredo z mano tja do konca tega širnega sveta. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Moj dom je moja domovina. Moja mama in moj ata sta moja domovina. Naš vrt je moja domovina. Naša vas je moja domovina. Naša šola je moja domovina. Naša cerkev je moja domovina. Moji prijatelji so moja domovina. Lepe gore so moja domovina. Polja in travniki so moja domovina. Reke in jezera so moja domovina. Gozdovi so moja domovina. Vse to in še več je moja domovina. Naj s pesmijo se našel vsaj za hip ustavi čas. Stopimo skupaj složno in zapojmo hvalnico. Na čas lepotam, ki krasijo nam Slovenijo.
gozdovi zašumijo, vadijo gori, za meglicami mi pohitni srci. In prikaže se modrina kot oceana, oddaljani obramorje se svetlja. Ljubim te, Slovenija zelena, moje si, zavitje moj si dom. Od gora čez polja tja do morja, lepa si, moja si, ki gozdovi skrivajo obzorja. Tis najlepša si Slovenija. Vetru oživila polja, pišejo svoj ples. Žarki se lovi v krošnjah mladih brez. Bel oblak raznaša hvalnico na vse strani, da najlepša na vsem svetu si prav ti. Ljubim te, Slovenija zelena, moje si, zavetje moj si dom. Od gora čez polja tja do morja, lepa si, moja si, kjer gozdovi skrivajo obzorja. Res najlepša si Slovenija, kjer gozdovi skrivajo obzorja. Res najlepša si Slovenija. Spoštovani, dovolite mi, da se vam vsem skupaj zahvalim za današnjo udeležbo na naših dogodkih. Prav tako mi dovolite, da se zahvalim vsem nastopajočim, moderatorjem in tistim, s katerimi smo soustvarjali današnji za naš odbor Slovenske demokratske stranke Ravne zelo prazničen dan. Spoštovani, pred nami je konec leta in najlepši praznik, praznik družine. Zato vam, vašim domačim in vašim bližnjim želim božične praznike, lepe božične praznike, preživite jih v miru. Iskreno želim tudi ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti. V novem letu, v letu 2017, pa vam želim dobre misli, pogumna dejanja in iskrena sodelovanja. Naj vam zdravje dobro služi. Dragi prijatelji, naj za zaključek ansambel Zeme zaigra tisto Miheličevo, za katero pravijo, da je simbol Slovencev, da je pesem, v katere tekst je zložena vsa Slovenija v svoji lepoti. Prosim, ansambel Zeme.
nebu se modro spinjajo, gori, ki po zimi sneg obliče vse vrhi. Ki doline mirno sanjajo megla, kjer gozdovi so zeleni od voda. Ki šumijo bistre reke kot kristal, ki se v toplem soncu ziblje modri val. Ki so med gorami tiha jezera, ki potoček bister žubori zgora. To najdražja moja je dežela, domovina moja ljubljena, polna sonca, cvetja in zelenja. To najlepši košček je sveta. Ki spomladi bila češnja zacveti, ki zorano polje kakor med diši. Ki zorečje glasje v vetru valovi, ki na oknih so rdeči nageljni. To najdražja moja je dežela, domovina moja ljubljena, polna sonca, cvetja in zelenja. To najlepši košček je sveta. Polna sonca, cvetja in zelenja. To najlepši košček je sveta. Cenjeni obiskovalke in obiskovalci, hvala za prisotnost in želimo vam še naprej lep večer.